Uvodoma želim poudariti, da smo v klubu seniorov in seniork Demokratske stranke spremljali vse v zvezi z pripravo in sprejemom zakona o RTV Slovenija, ki pa ga bomo odločno zavrnili na referendumu. Zato, da zakona ne bomo podprli, imamo 3 glavne vzroke. V klubu smo mnenja, da je program RTV Slovenija zelo dober, zelo aktualen pri predstavljanju družbenih, političnih, kulturnih, športnih in drugih dogajanj, je zelo dobro uravnotežen, brez motečih množičnih ekonomsko-reklamnih sporočil. Ta ocena je diametralno nasprotna oceni, ki jo javnosti sporočajo pripravljalci zakona z ministrico gospo Majdo Širca na čelu. Ministrica zatrjuje, da sedanji program ni dovolj dober, kakovosten, zato gledanost močno pada. To v naših ocenah ne drži ali drži samodelno, vendar zakaj? Konkurenca komercialnih televizij in radijskih hiš je močna. Zato je argument, da je potrebno zaradi tega spremeniti zakon, pri čemer pa bo konkurenca še zmeraj ostala, smešen in zelo zavajajoč. Je pa verjetno res, da ministrici in njenim političnim kolegom niso povšeči aktualne oddaje in teme, ki se obravnavajo na televiziji Slovenija, kot na primer razkrivanje kvartelnih in korupcijskih mrež, raznih prikrivanj in laži vidnih političnih veljakov, raznih afer, krize vladanja in še kaj. Državljanke in državljani imamo vso pravico preko javne televizije do nepristranske in celovite obveščenosti o našem skupnem življenju. Ne potrebujemo pa nikakršnega vladnega trobila. Vladajoča oblast želi slovensko RTV javni servis podrediti svojemu političnemu vplivu s pretvezo, da se zavzema za boljši program in za neodvisno in nepolitično televizijo. Druga trditev in argument za spremembo zakonodaje pripravljalca zakona je, citiram, najdragocenejši prispevek novega zakona je preprosto to, da odpravlja stare zakonske rešitve, ki so iz RTV Slovenija naredile orodje politike. V klubu se nam zdi taka trditev preprosto smešna in neresna in je po našem prepričanju ravno obratno. Namen novega zakona je, da se politično in gospodarsko polasti javni zavod. To pokaže že okvirna analiza imenovanja v prejšnji programski svet, ki je imel 29 članov, in novi svet zavoda, ki ima 17 članov. 13 članov v obeh svetih so imenovani na enak način, od istih predlagateljev. Bistveno pa se razlikuje v imenovanju preostalih še 16 članov v prejšnji programski svet, napram imenovanju 4 preostalih članov sedanjega novega sveta. Državni zbor je imenoval 16 članov na predlog poslušalcev in gledalcev, univerz, fakultet, društev, zveza društev s področja kulture, znanosti, novinarstva in tako dalje, kar pri imenovanju v novi svet ni, oziroma je v občutno zmanjšanem številu z drugimi predlagatelji, s čimer se zmanjšuje pluralizem v najpomembnejšem organu radiotelevizije Slovenija. Še posebej pomembno je dejstvo, da so bile za imenovanje članov po prejšnjem zakonu ključne omejitve. Naj naštejem samo nekatere. Člani sveta so bili dolžni uresničevati samo interese Radio Televizija Slovenija kot javne televizije, kar v novem svetu ne bo, kjer se bo zastopal tudi kapitalski interes. V svet niso mogle biti izvoljeni oziroma imenovani osebe, ki so bile tik pred imenovanjem 5 let funkcionarji političnih strank, poslanci, člani državnega sveta, župani, ustavni sodniki, ministri in tako dalje, da ne naštevam. In njihovi ožji družinski člani. Skratka, stroge omejitve, ki jih novi zakon nima. Na kateri strani je sedaj večja politizacija tega ključnega organa zavoda. In da gre zgolj za prikrito
politično, strateško izvedbo spremenjene zakonodaje, da se RTV Slovenija podredi tako kadrovsko kot vsebinsko, potrjuje izrečena izjava poslanke Zares, gospe Zalokar Oražem. Citiram: "Mislim, da so to vse skupaj nebuloze in skriti strahovi. Ne bi pa škodovalo, če bi kakšen slab novinar kdaj tudi izgubil službo." Javno se je tudi opisalo, da v Državnem zboru kroži spisek novinarjev, ki jih je potrebno zamenjati. Obeta se torej temeljita novinarska čistka. Tudi Združenje novinarjev in publicistov je zaskrbljeno nad politično gonjo proti nekaterim novinarjem, ki niso po godu vladajoči koaliciji. Tretji vzrok, kaj nas še posebej moti pri tem zakonu. Nova organizacijska oblika Radiotelevizija Slovenija, ki je nekakšna hibridna inštitucija, pol gospodarska družba, pol pa javni zavod. Je nekakšen unikum v Sloveniji, ki nima podzakonskih podlag in se mu čudijo in nasprotujejo tako velik del strokovne javnosti, nekateri sindikati, kot večina zaposlenih. Sprašujem se, čemu je taka organizirana inštitucija sploh potrebna? Ali bo zaradi tega boljši program, ali bo zato manjša politizacija te inštitucije?